Kako je digitalni PR drugačen od tradicionalnega? O tem se pogovarjava s Manco. Dober dan, dobrodošla, dobrodošel v novem Weeklyju. Z Manco bova danes pokrila temo digitalnega PR-ja oziroma kako so odnosi z javnostmi drugačni v digitalnem svetu. Pa glede na to, da ima Manca kar nekaj s tem izkušenj, bom kar že takoj na začetku dal v njej besedo, da ona malo več pove o tem, kaj to je, v čem je drugačen digitalni od klasičnega PR-ja. Živijo sem. Živijo Zoran, hvala za uvod. Ja, v bistvu 4 stvari so recimo ključne, kar se je spremenilo v PR-ju, odkar smo v dobi digitalizacije. Pa jih bom v bistvu kar začela, bomo šli kar k temi. Te 4 ključne stvari so, prva je recimo razdrobljenost. Se pravi, kanali niso več 3, ni več tisk, časopis, radio, ampak jih je praktično nešteto. Vsaka platforma, vsako družbeno omrežje zahteva svoje, ima neke svoje zakonitosti, ki se jim morajo prilagoditi tudi PR-ovci. Druga stvar je, da tudi javnost ni več samo ena, ampak je tudi javnost razdrobljena, javnost je neskončno. V bistvu te skupine, s katerimi je potrebno komunicirati, so vedno bolj nišne, vedno manjše. Vedno bolj gre za komunikacijo 1 na 1. Naslednja stvar, mogoče, ki je tudi bistveno drugačna, je to, da je javnost zelo aktivna. Se pravi, ta javnost ni več nek pasiven sprejemnik informacij, ampak predvsem sama pristopa, sama komunicira, sama zahteva informacije in tudi sama daje informacije, ne. Tukaj je mogoče tista velika razlika, recimo z PR-jem nekoč. Nihče ni šel, recimo, kar nek posameznik na televizijo in nekaj povedal in pričakoval odziva vašega podjetja, vaše znamke. Danes pa, saj veste, vsak ima 5 minut časa, lahko napiše na nek kanal, karkoli želi. In tukaj v bistvu sledi potem še ena stvar, zelo pomembna, čas. Včasih ste recimo imeli, zjutraj ste pripravili sporočilo za javnost, ste ga poslali, zvečer recimo je bilo, potem je bilo čez nekaj časa na radiju, zvečer je bilo v poročilih, naslednji dan v časopisu, čez en teden mogoče še v kakšnem tedniku. Pač danes je, zdajle poveste, naslednjo minuto je nekje že objavljeno in seveda isto se pričakuje tudi od znamk, od podjetij, da komunicirajo takoj. Se pravi, ko nekdo z vami želi komunicirati, spostaviti stik, morate biti na to pripravljeni in odreagirati takoj. Ja, ta hitrost, to se mi zdi res tako zelo ključno, pa mogoče kar en aktualen primer, ki se je letos na začetku leta, je to že bilo tudi mogoče konec lanskega, s Borisom Kobalom pa to njegovo nesrečno zgodbo glede plagiatorstva. On je precej časa čakal z odzivom na to, ne? In so se na družbenih omrežjih v teh nekaj dneh, kar bi se včasih zdelo ful dolgo obdobje, je danes zaradi hitrosti življenja, zaradi hitrosti komuniciranja, zaradi te odzivnosti se ustvarja že ogromno nekih zgodb, mnenja, na kar kljub temu, da se na to odzoveš, si lahko že prepozen, ljudje so si ustvarjali mnenje in tako naprej. In ta odzivnost, hitrost v tem je res, res ključna. Sej tukaj je včasih mogoče tudi malo krivično, ne? Ker si javnost v bistvu ustvari neko sodbo brez, da bi recimo nekdo komuniciral. Pač jaz zagovarjam stališče vedno, da boljše je komunicirati, kakor ne komunicirati, ker pač tudi nesporočilo je sporočilo, sploh v digitalnem svetu. In pač ta hitrost, ne, če recimo si predstavljate, tudi za znamke recimo je to zelo pomembno, da ste na to pripravljeni. Zaradi tega, ker recimo pri Facebooku ali pa recimo e-mailu, to je nekako mogoče podobno, se recimo pričakuje nek odziv znamke, podjetja v roku recimo maksimalno 24 ur. Recimo, če vam nekdo piše zasebno sporočilo, se pravi na Messengeru ali pa recimo na katerem drugem kanalu, se pričakuje mogoče v roku 1 ure do 2, to je tako kot en SMS. Če pa vam nekdo recimo nekaj napiše na Twitterju ali pa vas nekako recimo kakorkoli označi, želi z vami komunicirati tam,
imate pa v bistvu časa mogoče samo nekaj minut. Tako da to se je res spremenilo. Seveda, mogoče, če se grem kar na naslednjo točko, ni vse tako slabo. V bistvu je tudi zelo veliko priložnosti za PR-ovce in PR v digitalnem svetu, ker se da vse te slabosti izkoristiti tudi sebi v prid. In seveda mi imamo pripravljen načrt kako. Ker tako kot se lotite marketinškega načrta, se naredite tudi načrt za PR. Se pravi, najprej se odločite, kje boste komunicirali. Kateri so tisti kanali, kjer boste vi aktivno komunicirali in za njih pripravite tudi aktivne odzive, tiste neke prve odzive, ki jih boste dali, ko nekdo stopi z vami v stik. Tukaj si lahko pomagate ali z neko osebo, ki res neprestano spremlja to. Včasih si lahko pomagate tudi s chatboti, to je zadnji trend recimo tudi v marketingu. Dobro pa je tudi, da imate pripravljene z neke krizne situacije odzive in seveda, da znate dobro izkoristiti priložnosti, ki se kdaj pokažejo. Ja, pri PR-ju je za razliko od nekih marketinških pristopov je ključno to, da smo pripravljeni na vse te možne outcome izzive. Če gre pri marketingu, saj tudi družbena omrežja, sploh digitalni marketing omogoča to dvosmerno komunikacijo, ampak pri PR-ju običajno še bolj operiramo z nekimi občutljivimi informacijami, lahko tudi. In takrat moramo biti pripravljeni na vse možne outcome. In jaz vsakmu svetujem, da se kar konkretno usede in razmisli, kaj bi bili pozitivni, kaj bi bili negativni neki odzivi in vpraša tudi druge, zato ker bo mogoče on v nečem ne razmišlja, kar bi drugi pomislili in se na to seveda tudi primerno pripravi. Veliko tega, kot si že prej omenila, bo kakšen rekel, to je zdaj ful slabo, pa veliko moramo zdaj zaradi tega časa vlagati, pa kar je tudi digital ali pa te digitalni kanali so prinesli tudi to, da ljudje se odzivajo na njih malenkost drugače kot v realnem svetu, so mogoče še bolj kritični, še bolj taki agresivni v nekih pristopih. In kljub temu, da imamo to negativno plat, je ta pozitivna plat, ker lahko bolj ustvarimo neke pristne stike in lahko smo tudi hitrejši v tem, hitreje tudi kontroliramo določene situacije. Kot je rekel Zoran, lahko je nekaj slabost, lahko je pa tudi prednost. Če znate vi izkoristiti neke komentarje, pa tudi če so negativni, če jih znate na pravilen način skomunicirati, lahko v bistvu se pokažete kot kredibilni, zanesljivi, na vas se lahko zanesejo ljudje, lahko v bistvu tudi to, da priznate mogoče kdaj kakšno svojo napako, je lahko tudi prednost. Kar je tukaj zelo pomembno je to, da tistega, ki bo v vašem imenu komuniciral, vašega digitalnega PR-ovca ali pa PR-ovca, dajte ga opremiti v bistvu z vsemi informacijami, tudi s kakšno, ki bi jo mogoče najraje tlele pod preprogo pometli. Zakaj? Če je dober PR-ovec, bo vedel, kdaj komunicirati, kaj komunicirati, kako komunicirati, tako da vašemu podjetju, vaši znamki to ne bo v škodo. To ne pomeni, da ne bo avtentičen, da ne bo iskren. Bo samo vedel, na kakšen način neko informacijo sporočiti, kdaj jo sporočiti, kje jo sporočiti, koliko časa počakati z njo. A veste, to je tako kot, ne vem, doma včasih možu tudi ne poveste čist direkt vsega, ampak ga pripravite in mu potem lepo nekaj razložite in je to ponavadi dobro sprejeto, tudi če je kakšna negativna informacija. Tukaj mogoče še eno stvar, kaj smo še pozabila? Misliš glede, kako se pripraviti na vse to? Z dobrim načrtom. Eno stvar bi jaz dodatno izpostavil, nek fenomen, ki se tudi dogaja na digitalu, pa sploh v zadnjih nekaj letih z razvojem vseh teh družbenih omrežij, je, če smo v preteklosti pa nekem tradicionalnem dosti gradili na znamkah, recimo vodilnih v podjetju, pa predstavnikov brandov in tako dalje, je danes že vsak, ki je vsaj deloma povezan z znamko, podjetjem, z neko organizacijo, je tudi njen glasnik. In prišli do tega pojava tako imenovanih osebnih znamk. Hkrati pa tudi ljudje, ki niso, mogoče ne delajo za nek brand, ampak sami na sebi gradijo neko osebno znamko. In to je pomembno, ker ne nazadnje vsak gre vsakogar že malo prej pogooglati
In je pomembno, kaj se tam pojavi. In tudi ko naprimer, ko komuniciram kot Zoran, hkrati tudi ljudje to dojemajo ali pa povezujejo s point-outom, zato ker sem predstavnik in tako dalje. To velja v bistvu za vse zaposlene v vašem podjetju. Če bo nekdo komuniciral, vsej lahko rečemo, da tisto, kar je na nekem zaprtem profilu na Facebooku, da to je zasebno, ampak kaj veste, ljudje imajo po 500 tisoč, ne vem koliko prijateljev, in vsi ti, če bo nekdo nekaj slabega napisal o svojem počutju o podjetju, bodo pač to bo predbralo 500 ljudi in teh 500 ljudi ima spet 500 prijateljev in tako naprej in ta nek slab glas se veliko hitreje širi, kot se je recimo širil nekoč in seveda dober glas se širi prav tako zelo hitro, ker ljudje imamo, to se nanaša tudi na znamke in tudi na podjetja in tudi na delodajalce, zelo radi priporočila nekoga, ki ga poznamo. To je mogoče tukaj še ena stvar zelo pomembna za izpostaviti. Tako kot boste šli recimo pogooglati neko podjetje, neko znamko, zelo hitro boste naleteli recimo na Google Reviews. In če se ne boste aktivno vključevali v vse te komunikacije, ne vse, seveda jih je treba malo tudi prebrati, se vam hitro lahko zgodi kakšen negativen Google Review, na katerega v bistvu praktično ne morete vplivati, razen tega, da veste, da obstajajo in da se lahko tudi tam odzovete, date svoj odziv, svoj pogled na neko stvar. Mogoče še za konec popotnica, jaz bi svetoval vsem, upam, da se z mano strinjaš, če ne me pa seveda negiraj, tako da bom tudi vesel drugačnega mnenja, je to, da vsi, ki so vključeni v organizacijo, v podjetje, da se jih spodbuja, da delajo na tej svoji osebni znamki, ker so glasniki, tako kot sem že prej rekel, podjetja, ker to koristi njim za njihovo kariero, kot tudi podjetju. Tako da jaz mislim, da gre to z roko v roki. Včasih so se šefi, če tako rečem, na narekovajih, dosti bal, če je nekdo bil bolj poznan od njega, pa bolj pameten. Pa tako. Danes pa mislim, da je to zelo velika korist tako za posameznika, za njegovo dobro počutje, kot tudi za podjetje v smislu uspešnosti podjetja. In če se bodo zaposleni dobro počutili v vašem podjetju, bodo ziher povedali same dobre stvari, tako da se nekaj zaskrbeti. Ok, gotovo imaš kakšno vprašanje zame in za Manco, tako da te pozivam, da napišeš to v komentar, z veseljem bova odgovorila, tako kot vedno. To je bilo to za danes, tako da se vidimo naslednjič. Hvala, živjo. Dio. Why?